Lepo pozdravljeni. Danes ponovno gostimo Slobodana Simiča Simeta, človeka mnogih talentov in še več znanja. Danes bomo govorili z njim na temo rockovske glasbe in sicer osredotočili se bomo na območje Pirana in bližnje okolice, kajti pred nekaj leti ste lahko že držali v rokah knjigo Piranski Beatlesi, rojstvo in puberteta, beat, rock in pop glasbe v piranskem prostoru, ki jo je Slobodan Simič Simet tudi napisal. Zdravo. Lep pozdrav vam, poslušalcem, gledalcem, ljubiteljem roka. Torej, na začetku nekje mislim, da lahko že preberemo, češ Piran nikoli ni imel kameleonov ali faraonov. Vseeno pa lahko beremo kar nekaj bendih, ki so se razvili na tem področju. Pa najprej mogoče vprašanje, je danes še vedno tako? Ja, danes je Piran še vedno velik generator pop-rock glasbe. Če pogledam število današnjih akterjev, potem moram priznati, da se jim ni zmanjšalo število, kar me izjemno veseli, moram priznati. Brez roka, manj ko bo roka, več bo vojn in nasilja namreč. Ja, upam, da bo to res držalo tudi pri nas. Koliko pa je teh bendov, o katerih si pisal v knjigi, danes še živih? Ali kateri sploh še ustvarjajo, ali so bile to bolj takšne mladostniške sanje? Ne, nekateri imajo občasne take fleša in se pojavijo zopet, prav tisto kontinuirano mislim, da ni več nobenega, ampak kaj se spomini, obudijo spet kakšno od mnogih obletnic, zdaj vsak čas bodo imeli 50 in že pripravljajo nastop, že pripravljajo spektakel. Govorimo o Prizmi? O spominu, ansambl Spomin. Potem je tukaj tudi omenjena Prizma, seveda, ki ima razne aranžmaje, enkrat trio, enkrat to. Seveda, tista prva Prizma ni več, tudi nekateri so ključni akteri, kot Jančič Danilo je pokojni in tako dalje. To se vse je spreminjalo, predrugačilo, kar je normalen del razvoja. To je čisto običajno. Če bi isti bend ostal toliko časa, bi bil kvečemu izjema. Tako da se pravi, tu pa tam se najde, vendar, če dodam k temu vprašanju še en preblisk, mnogi ljudje, ki so tiskrat igrali v teh bendih, še danes igrajo pač v nekih drugačnih aranžmajih, v drugih zasedbah. V Piran Expressu, na primer, še eno od odličnih avtorskih rock bendov, ki se ni tako dolgo nazaj pojavil in tako dalje. Torej, vsi oni, ti ljudje, ki so imeli tiskrat glasbo v svojem DNK-ju, je ta DNK ohranjen. Kdaj pa se je pravzaprav rock pojavil v Piranu? Je bilo to kaj za časom, ko se je pojavil v Ameriki? Nekako po eni strani se nam zdi, da je Jugoslavija bila ravno zaradi bližine Italije ves čas nekako v koraku s časom, po drugi strani nekateri pravijo, da smo bili vseeno malo oddaljeni, da so stvari rabile nekaj časa, da so prišle do nas. Odlično vprašanje. Torej, pa začnimo z Jugoslavijo, pa bom pa Piran povedal. Jugoslavija je bila med najbolj liberalnimi, odprtimi in svobodnimi državami, kar se tiče rock'n'rolla, rocka in tako dalje. Jaz ne govorim s strani emocij, jaz sem raziskovalec, pač kot takšen delam neemotivno, glasbo poslužen z emocijami, raziskujem pa brez njih. Torej, mi ne smemo pozabiti, da je bila Jugoslavija kar nekaj let pred večino zahodnih držav. Tistega časa. Pa, da bo odgovor bolj jasen, vzemimo primere. Prva radijska oddaja, posvečena izključno rock'n'roll glasbi, je začela v Jugoslaviji delovati maja 1961. In sicer v beograjska radijska postaja to bila, muzički avtomat se je klicala, kasneje preimenovana v znamenito sastanek v 9:05. Ampak začela se je leta 61. Več kot 3/4 zahodnih držav še ni imelo take radijske, uradno, official radijske postaje, ki bi promovirali samo rock'n'roll. Tiskrat smo še morali poslušati v glavne zasebne, nekatere, to jih je bilo samo enih par, in pa piratske postaje na ladjah, izven ladij, Radio Luksemburg se bodo mnogi spomnili, ki so
mladi kot jaz in podobno. A to postajo ste lahko tudi na, čeprav razumem, Radio Luksemburg se na AM valovih To so bili srednji in dolgi valovi tiskrat. Torej se je tudi to oddajo lahko lovilo pri nas? Ja, seveda. In to najbolje se je lovilo po noči, ki je bila obremenitev vsemi temi valovanji manjša, in zato smo tako neprespani hodili potem v šolo, ves čas, ves dan smo bili kot mali zombiji, ampak razlog je bil prav rock and roll na Luksemburgu. Bili so tudi druge postaje in podobno, vendar pomembno je izpostaviti, da tako uradne postaje, 61, maj 61 to je bilo, 3/4 zahodnih držav še ni imelo, da ne rečem, pri nas veliko krat rečemo, pri nas rock and roll, ni bil zaželjen sistem gor, sistem dol, nikjer ni bil zaželjen rock and roll. Nikjer, torej, rock and roll je naredil zmedo, je naredil kažin, seveda, svet zapeljal v lepši jutri, brez rock and rolla bi bili mi še vedno na pol v jamah, tako da hvala mu za vse, kar je naredil. Rock and roll se je postavil po robu tistem dolgočasju, ki pa seveda ima razloge v dogajanju po drugi vojni. Vse to je povezano, vendar moram priznati, da ne nazadnje prvi časopis, če vzajemo samo te uradne pokazatelje stanja, prvi časopis, to je bil Jukebox, izdanje je bil, mislim, da aprila ali maja 1966. Torej, mnoge države niti sanjali še niso o časopisu, ki bi bil izključno namenjen beat, rock and roll in podobni glasbi. Jukebox je tudi v Jugoslaviji izhajal. Ja, to je naš časopis. Novi Sad ga je izdajo. Slavna revija, dobro, Rolling Stones je bila svetovna, je začela izhajati leto dni kasneje, kot primera, naprimer. In tako dalje. Torej, ko grem, jaz ves čas zbiram te podatke, zato da pravilno razumem dogajanje. Moram priznati, da tudi sam nisem dolgo časa mogel verjeti, vendar Jugoslavija je bila na tem področju daleč pred ostalimi državami. Seveda, prva država sploh vzhodnega dela sveta, kjer je rock bil nekaj čisto običajnega. Če povem, prvi rock festivali vzhodnega sveta, če rečem, da je bila Jugoslavija del tistega, so bili tukaj, vsi so se začeli tukaj. Mi smo, še bolj zanimiv podatek, začetek 60-ih let, se pravi, ko nekje šele spoznavajo to, smo imeli mi skoraj 10 bendov, mi smo leti 60, recimo, da so bili Uragani iz reke, eno od prvih, potem 61 se ustanovi Bijele strele v Zagrebu in tako dalje. Skratka, mi tam do leta 64 imamo 20 bendov, ki so preigravali rock and roll in tako dalje. Mislim, zdaj, ko delam primerjave z Španijo, Nemčijo, Avstrijo, Italijo in tako dalje, v bistvu prihajam do dejanske resnice. Torej, Jugoslavija je bila, kar se tiče sodobne glasbe, neverjetno odprta, mladina je imela precej proste roke, in moram priznati, da je resnica o tem precej drugačna, kot se stereotipno misli. Kako pa je bilo torej v Piranu? V Piranu je pa še posebna zgodba. Torej, posebna zgodba je ves ta naš obalni del slovenski, ne vem, zdaj moram malo iti mogoče v zgodovino, spomnite se cone A, cone B, STO, Torej, ta cona je potem pripadla 54. Jugoslaviji in tako dalje in je dobila poseben status iz več razlogov. Eno je tisto, kar govorijo politično in tako dalje, ampak dejansko druga plat medalje je ta, da je bilo to ob meji z Italijo, zahodno državo, in seveda Jugoslavija je hotela tukaj pustiti zelo dobro odtis, kulturni, in je bilo nam marsikaj bolj dovoljeno kot nekje drugje. Jaz kasneje, ko sem poskušal dojemati ostale dele Jugoslavije, sem videl, da ni bilo ravno enako. Pri nas smo imeli že dolge lase, žurali čez noč, poslušali rock in tako dalje. In so že obdobja striženja šla mimo, ko smo morali bežati pred vsemi temi malo bolj konzervativnimi ostalimi. Dočim druge je ta del bil malo kasnejši. Vendar, če govorimo o Piranu, kamor prihajajo, potem moram priznati, da je Piran bil del te zgodbe, tako kot Koper, Izola in sploh Istra.
In Piran je imel specifičen razvoj. Še bolj zanimiv kot recimo bližnje Izola in Koper, torej število Italijanov, ki so šli stran, je bilo zelo veliko in število novo priseljenih Pirančanov ravno tako. In v tem Piranu je seveda bilo toliko mladih tiskrata, toliko šol, mimogrede, mnogi govorijo, ja, gostinska šola je v Izoli, začela se je v Piranu, ribiška šola je tam in tam, prva je bila v Piranu, pomorska šola, leta 48 je bila v Piranu, internat pomorski je v Piranu. Zakaj so pa šle vse te šole iz Pirana, potem kasneje? Ja, to je treba v tistem času razumeti. To je politika, je hotela distribuirati vse to, ker vse se je koncentriralo v Piranu. Jaz vam moram priznati, glasbena šola, prva glasbena šola je bilo v Portorožu. Šele potem jo politično dodelijo Koper in tako nastane glasbena šola Koper. Glasbena šola Koper, temelje imajo. Tako je tam. Vse se je tam dogajalo. Turizem, ves čas, tam je bil Palace. Prvi, drugi, najbolj nobel in bum-bam hotel na svetu in tako dalje. Torej, tisti del našega sveta je bil nekaj izjemnega. Tako, ampak zdaj se moramo pač vrniti malo v to zgodovino. V 50 letih je v Portorožu deloval bar Jadran. Do jutra. Torej, tam so kombo bendi in podobni tiskratni Dixieland bendi, vse posod prihajali igrati v Portorož. Ljudje, ki so prišli v Portorož, so rekli, a je to Jugoslavija? Ja, Jugoslavija. In so totalno spremenili mnenja. Sveda so videli samo Portorož. Torej, to mi se zdi pomembno, ker mi govorimo zdaj v času daleč nazaj. Vendar ta prostor je bil res zelo specifičen. Se pravi, glasbe, koliko češ, šol, toliko, da se ven ne vidiš, mladostne energije, mama moja, fantastično. In tam, kjer je takšna situacija, še sosledje je želelo to, da je tja prišla pomorska šola, internat pomorski, velik internat, vse. In tam se potem običajno stvari dogajajo, ker te, bi rekel, novotarije najprej sprejmejo mladi, in to srednja šola. Študenti že pametujejo, srednješolci pa so odkriti in oni, je dobro, veš kako rastura gor dol. In to se vse začne v srednjih šolah in Piran je bil tiskrat, je imel največje število srednjih šol nasploh, verjetno v Jugoslaviji, na tistem prostoru. Na tem majhnem prostoru je bilo, mislim, da 8 ali 9 takih srednjih šol, niso niti omenili italijanskih in tako dalje, ki so bili tam še. Ampak torej je bila koncentracija te mladostne energije in s tem tudi odlični humus za sprejemanje rock'n'rolla in vsega tega, ki ga pa v fizični obliki pripeljejo pomorščaki. Torej, zdaj pa še ena zanimivost, ki je sprožila vse skupaj. Piran je imel pomorsko šolo in internat in pomorska šola je imela uzakonjeno, da v tretjem letniku grejo kot kadeti na barko za 3 meseca in to v Združene države Amerike, Anglije in podobno. To dejstvo je neverjetno pomembno vplivalo na marsikaj, če tako rečem. Torej, te fantje so prišli tam, tiste Memphis, New York, videli ti Elvisa Presleya, tega unega, se jim je zmešalo od navdušenja, pokupili plošč, prihajali so z metri plošč. Seveda, barka je imela še to značilnost, da si lahko kam to skril, ker uradno, še gramofona nisi mogel normalno prepeljati čez. No, pomorščaki so seveda bili potem glavni vir vsega tega, so pripeljali in gramofone in plošče in tisto navdušenje in seveda tudi potem po 2-3 viskih, tudi kakšno idejo poslušali, a misliš, da mi ne bi eno si nabavimo nekaj, dej začnemo. In tako se je rodil leta že 1958 prvi meni znani rock'n'roll band, ki je bil seveda iz pomorske šole. 58. Tako da to so res Kateri je bil to band? To je bil band srednje pomorske šole. Namreč ti bendi so tako, oni so nastali in razpadli v 3 letih. Potem namreč so šli naprej študirati fanti ali pa na ladja in je nastal novi band. Zdaj eni so si dali posebno ime, The New Star je bil eden, naprimer iz leta
iz leta, se mi zdi, 61. Ne. Drugače so bili pa vsi band srednje pomorske šole. In kot zanimivost, oni so toliko igrali okoli, vsi so jih klicali, pač ta glasba je dobesedno tiskrat bila iskana celo med starejšo generacijo. Profesori na šoli, ne, ko so videli, da igrajo v teh bendih, ko so ga videli tam na pol spija, so ga kar pustili, še pokrili malo, da lepše spija. Noben niti skrat pomislil, da bi ga vrgel iz šole, ker ni šel spat in tako dalje. Ker vse vikende so imeli zasedene, toliko so imeli popraševanja, pa govorimo o letu 58, 59, da dejansko je bilo neverjetno. Torej, to je začetna scena, se pravi, pomorščaki so odigrali tukaj ključno vlogo. Kot zanimivost, ne vem, ne bo rekel, da je to neposredno povezano. Prej omenjeni Uragani iz Reke kot prvi rock band, šli tako. Pomorska šola in pa ladijski firme. Bili tako pomorščaki gor dol. Zanimivo, ne? Piran, Reka so imeli v bistvu zelo podobno historično dogajanje v tistem obdobju. In na obeh se pojavijo zelo zgodnji bendi, ki priigravajo rock and roll. Seveda, oni skratko so prihajali, skrat ni bilo še Rolling Stonesov in Beatlesov in Zeppelin. Skrat je bil Frank Sinatra, je bil Chuck Berry, je bil Elvis Presley, Sidaka in tako dalje, bili so tisti. Ampak to je začetek rock and rolla, to so začetniki. Pa so ti bendi že igrali avtorsko glasbo ali so predvsem preigravali druge? Ne, niso igrali. To bi bilo presenečenje, ampak je pa eno drugo presenečenje zanimivo. Oni so priigravali te hite, vendar 59. so prišli na odbito idejo in so začeli prevajati te hite v slovenščino. Torej, oni so Sidako celo in še neki Prisleyjeve komade, kasneje tudi druge, ampak skratno sami začetki govorimo, ker ti bendi so še tam do druge polovice 60 let še igrali, bendi iz pomorske šole. So dejansko poslovenili in prepevali, se pravi, poslovenjene komade, tako da so ljudje lahko razumeli, ker ti skrat je malo kdo govoril angleško, zdaj drugače vse skupaj, ampak ti skrat je bila druga scena, so to prevedli, igrali in odzivi so bili fantastični, torej fantastični. Jaz sem to raziskujem že dolgo in sem uspel dobiti tudi žive ljudi še iz tistega časa, ki so ali prisostvovali, ali igrali in tako dalje. Čudovito. Sicer pa zdaj večinoma govoriva o rockovski glasbi, ampak že v podnaslovu lahko beremo tudi o beat glasbi. Kako se pravzaprav ena razlikuje od druge? Ja, v knjigi sem to zelo lepo razčistil, ker tudi sam ne najdem jaz točno teh meja, ne vem. Sem se bralci knjige zmenil, da se dogovorimo, da pač rock and roll začne tudi malo bolj z nežnejšimi ritmi in tako dalje. Beat glasba, to je v bistvu beat glasba, ki so jo potem preimenovali ob Beatlesih, bili so vsi beatniki, Beatlesi, Barabe, vse je bilo na B in je bil še beat glasba. In potem sem rekel, da kasneje z močnimi očevalci, z bolj hard, in temu dajmo reči rocka, ker jaz pri mnogih komadih ne vem, kam bi dal to, v kateri iz vrst. Ne nazadnje, mi ko govorimo o Rolling Stonesih, govorimo o Jumping Jack Flash, ampak v principu Rolling Stones so imeli kup komadov, za katere jaz nisem vedel, da so to Beatlesi, da so to Rolling Stones. Kup je bilo takih napol romantičnih, mislim, začetki so malo drugačni. Potem seveda ta glasba dobi udarnejše, močnejše tone, 65, 66, 67 se pojavijo že pravi rock bendi, na koncu Zeppelin je 68. To so pa že prav rock bendi, ampak kljub temu rock and roll, ki je dal podlago vsem, tudi vsem današnji sodobni glasbi, je še vedno tukaj. V tem smislu sem potem se dogovoril z bralcem, ker zdaj, da bi seciral in točno znal povedati, s katerim taktom je to rock and roll, s katerim je to beat, katerim je rock, ne znam, ne zmorem in tudi dvomim, da je to možno. Če dodamo pa še emocije zraven, pa itak se zmeštamo skupaj. Tako da ja, rock je meni malo bolj udaren, malo bolj glasen, malo bolj živahen.
Velja pa za vse, da je to glasba, zdaj moram se popraviti, torej rock and roll, kakorkoli že to imenujemo, je glasba s tisočimi obrazi. Torej, lahko je to čisto navadno sranje, ki ne pove nič, kič glasbeni, ki ga imamo koliko hočete, žal. So pa tukaj seveda tudi Dylani, mislim, da ne naštevam po imenih, tudi tista ključna glasba, ki je angažirana, družbeno kritična, in to je bistvo rock and rolla in tako dalje. Razne kičarije, ki se zavijajo v nekaj dobrih ritmov in tako dalje, ki so tudi roka, mene toliko niti ne priteknejo. In Jugoslavija je imela zelo, zelo zgodaj izjemno angažirane glasbenike na tem področju. Tako angažirane, da so igrali celo na škatle pralnih praškov. Ja, začelo se je tako, ne samo pri nas. Ne samo pri nas, mi smo imeli srečo, imeli smo tovarno Daš v bližini, tam v Italiji, ki delati se velike škatolete za prašek in so dobro zveneli. Tako da, kakšen bojoli si vzel, karkoli, mislim, torej, začelo se je tako, ker kdo si je lahko kupil, skratka, kakšen inštrument, pa še, če si ga kupil, in tega pri nas nisi mogel, si ga moral zunaj kupiti, in potem si mora biti na pol Nikola Tesla, da ugotoviš, kako ga boš sem pripeljal, ker to je bilo toliko problemov za rešiti, namreč carina in te stvari smo imeli v Jugoslaviji precej zanimivo zasnovane, tako da je bilo treba preko vsega tega priti, da si na koncu dobil neki inštrument domov ali pa del opreme in tako dalje. Tako da ja, začetki so bili nepozabni, čudoviti, to se je ropotalo na vseh koncih in krajih, to poslušati je bilo prav zabavno, ampak takrat nismo bili tako kritični, priznati, mi smo šli po ulici in tam si slišal neki tam iz neke kleti, ne vem, kaj si slišal, ampak zagotovo to je to, to bo verjetno ta roka, in si užival zraven, pa čeprav ni enega zadev tona in podobno, ampak začetki so taki. Če sem prav videla, si na eni fotografiji tudi sam ravno, ko popravljaš nek inštrument. Ja, torej jaz sem vedno bil del te zgodbe, ampak nisem pa glasbenik, nobenega inštrumenta nisem igral. Sem pa se ukvarjal z elektroniko. To je bila moja obsesija že oddavno in sem v enem takem mestu, kot je bil Piran, kjer je bil strašno manjko ljudi, ki so malo bolj spretni na tem področju, bil res zelo zaseden, popravljal vse živo in potem so prihajali še rock bendi, sem še njim popravljal, potem sem delal očevalce in tako dalje, mikserje, light showe, ne vem kaj vse, tako da sem bil potem blizu tudi zaradi elektronike, ker vsake toliko se je v kakšni diskoteki kaj pokvarilo in so me klicali tam sredi noči, vsi tišina je, daj, pridi nekaj naredi, in potem pa sem šel tja, pa sem tam še spoznaval ljudi. Skratka, ves čas sem bil, pa nisem bil glasbenik, zelo globoko v tej glasbi, pač iz drugih razlogov. Pa je bilo takrat lahko dobiti vse te komponente za sestavine ojačevalcev, zvočnikov? Trst smo imeli, Trst je bil res kapo dol, izjemno pomembno mesto, Radio Kalika, Radio Trieste, to so take trgovine, ki so se nabavljali komponente, in ne samo to, Trst je imel tudi odlične revije za elektronike. Mi smo imeli sicer eno, zdaj sem Radio Amater je bila, ker jaz sem tudi končal v 70-ih letih tudi te tečaje z Radio Amaterije. Mislim, jaz sem bil čisto notri v teh, ni bilo lepšega, kot dveh zjutraj, z Morzego abecedo, tam se pogovarjal z jednim iz Argentine ali pa Čila, to je poseben gušt, ki ne vem, težko ga razložim nekomu, ki to ni čuto, ker zame še vedno je najboljše družbeno omrežje, kar obstaja še vedno ošterija. To je edino res pravo družbeno omrežje, vse ostalo se mi zdi falšo in tudi nisem član nobenega od teh družbenih omrežij. Me ne napolnijo, mi ne dajo nobene dodane vrednosti. Tako da še vedno grem k starcu, najraje v Piranu. Tam pa pri nas na obali dolgo so bile ošterije, kulturni centri, v bistvu vse si tam zvedel. So prišli pomorščaki, so prišli tam,
kaj je prišel iz Štopa, iz Indije, iz Afganistana, iz Bože. Tako da to so te zadeve, ki so mi še sedaj, bi rekel, blizu. No, takrat so Italijani imeli te odlične revije, ki so mnogim tudi pri nas dali podlago za ukvarjanje z elektroniko. Mnogim. Kako pa je s temi prostori? Zdaj, večkrat si že omenil, da so bile to predvsem nočne zabave, verjetno vseeno malo manj nočne kot danes, ko se nekateri klubi, diskoteke odprejo šele ob 11. zvečer, ali je bilo tudi takrat tako? Ne, začelo se je drugače. Prvi plesi, prve diskoteke so delali tam do 10, izjemoma do 11 zvečer. Ni bilo še tega. Ne. Potem se pravi, konec 60, začetku 70, prve diskoteke začnejo delati uradno do 1, potem se to potegne na 3. in 4. uro, kar potem ostane dolgo časa. Ne. Večino diskotek je delalo potem v 70 in tudi kasneje, do 4 zjutraj. Ne. Vendar v začetku ni bilo. Ne. Tako da to, da bi lahko ti celo noč uradno, bi rekel, prežural, sploh ne vem, če je kje bilo. V Piranu je bilo to na razpolago prvič v začetku 70 let, se pravi, mi smo imeli lokal, ki je uradno delal do 1 zjutraj, to je bila kavarna ob gledališču Tartini. Potem je bil naš čudovit bar Tri papige, ne? In potem se je odprla Angelca, prva ošterija, ki se je odprla že tam ob 4, pa v 4 je prišla še pucati in Toma, ko si prišel tja, ni bilo nič narobe, ne? In tam smo se potem srečali vsi barabini in policaji in tako naprej in tam smo bili prijatelji za 1 uro, ne, ko smo pili, ne? Potem seveda so nas spet priganjali naprej. Oni so imeli pa sploh, ne, policaji so bili sploh genialci, ne? Oni so vsi imeli posebne znake oziroma nazive za svoje pijače, ne, in je, kaj je, podaljšana pijača. Vsi so bili kafe Koreto, se pravi, vsi oni so naročali kafe Koreto, samo eden je bil dvojno dozo šnopca, ne. In ta z dvojno dozo je bil podaljšan espresso, ne, tisti je bil čaj malo močnejši. Vsi so imeli druga imena, ampak vsi smo vedeli, kaj kdo pije. To je en zanimiv del zgodovine, ki ga zdaj opisujemo v naslednji knjigi, te detalje, kako se je živelo v Piranu med 50 in 80. To se zdaj piše? Ja, to že dolgo nastaja. Pri meni vse dolgo nastaja. Dolgo, ker delam po 4-5 stvari, in seveda to potem traja. Ne. Ampak na koncu pridejo lepe zadeve. Jaz sem tak zelo do detalčkov rinem, dokler ne razčistim vse pojme. Jaz se tudi tukaj lahko vidimo v bistvu ogromno fotomateriala, ga je bilo težko nabrati. Fotomaterial ni preprosto dobiti, izjemno je zahtevno, predvsem ta seveda starejši. Tukaj ni bilo GSM-ov, tukaj ni bilo fotoaparatov, tukaj ni bilo nič. Tako da jaz sem celo na začetku imel eno malo preambiciozno željo, da bi prav vsak bend nekako tudi pokazal. Pa enih par bendov nisem uspel dobiti, se je iskalo leta. Se ni uspel, torej niti ene fotografije nisem uspel dobiti. Vendar kljub temu moram priznati, da sem izjemno zadovoljen nad fondom, ki sem ga v letih raziskovanja dobil in so tukaj prvič objavljene te fotografije. Prvič, vse so tudi pri meni. Tako da samo iskanje fotografij je zelo zahtevno. Kot primer pogledamo zdaj, konec leta izide moja knjiga pod blesketajočo kuglo, nekaj tazga se kliče, v glavnem podnaslov je Zgodovina in pomen obalnih diskotek. Vse obalne diskoteke so obdelane od začetka do ambasade Gavioli, do njenega pogreba. Ne. Tako da to je celo obdobje, ki ni najbolj zgodnje obdobje, ker če vzamemo prvo diskoteko, skrat drugo na Balkanu, to je diskoteka Circolo, ki ga je odprla decembra 59 italijanska skupnost v Piranu, ne. So vse kasnejše diskoteke začele šele leta 70, ja, se pravi, v Luciji je bila ta taverna in 71. Gianni v Portorožu, recimo. Ne. Jaz
celo za te najbolj zgodnje diskoteke, ki so, se pravi, 10 let za to knjigo, nisem uspel še dobiti fotografij in bom izkoristil tudi to oddajo, da povabim vse, ki imajo kakšno fotografijo iz teh zgodnjih obalnih diskotek, da pridejo v stik z mano, da se zmenimo. Ker pravim, knjiga nastaja, konec leta bo zunaj, in bi želel ravno tako z fotografskim materialom lepo opisati in orisati vsako od diskoteka. Ne. Tako da, evo, tudi če ima kdo kakšno informacijo, se toplo priporočam. No, super, ja, sploh, ker verjetno so kateri od teh prostorih tudi že porušeni ali kaj novega. Konkretno tukaj recimo sicer pišeš o domu družbenih organizacij, ki je danes Mercator na Levstikovi ulici. Koliko sploh obstaja še teh prostorov v lokaciji? Ja, tisti časi so pač, ker se dom družbenih je najbolj izpostavljen. Ne. Te lokacije so še, vendar za druge namene, ne, oddane, prodane in tako dalje. Tam ni več ničesar, kot samo še spominja, ne, ki nas vežejo na njih. Dočim konkretno dom družbenih je pomeni narejena še spet ena huda napaka na občini. Torej, Piran je že zelo hendikepirana, že številka, ne, iz 6000 stalnih prebivalcev smo padli na dobrih 800, govori o tem, da bi že zdavnaj morali alarmi nekomu se užgati v glavi, ima očitno, da sploh ne razumejo, zakaj se grejo, ne, in kje so problemi. Ne. So sicer 3, ampak to je druga tematika. In ena od teh napak je seveda prodaja doma družbenih. Mi nimamo kje se več dobiti, ne, praktično. Tudi se nimamo zakaj, se ne se tako malo, ne, da smo postali najpomembni. Ampak v domu družbenih se je dogajalo vse, mimo grede, tudi ena od prvih diskotek, no, skoraj sem je pozabil, to je 71, je bila tudi v domu družbenih ob sobotah. Tam se je res ogromno dogajalo in potem smo gotovili, da premalo zapravljamo v obstoječih trgovinah, da rabimo še trgovino za Mercatorje in potem se tam pač odprla ta trgovina, ne. Jaz razvoj Pirana vidim drugače, ampak dobro, to je druga tematika. Tako da večina prostorov kot takšnih še vedno obstajajo, vendar so namembnost teh prostorov so čisto druge, torej neuporabne. Tudi spremenilo se je to vse skupaj, ne. Ti nimaš več nekaj koncertov v enem vikendu v različnih prostorih, ne. Zdaj, hvala ne vem komu, ne, da imamo tam Adija, ki organizira koncerte, rock koncerte na svojem trgu, da imamo zraven kavarno, galerijo Tartinija, ne, ki pa tam poleti organizira in podobno. Drugače jih ni. Tukaj sta še 2 nova prostora, ki se pojavljata, to je Media Dom Piran, ampak zahvaljujoč Matjažu, ki res ima rad to, kar dela, mladi alternativci in tako dalje, čudovita ideja, in pa malo večji koncerti v gledališču Tartinija, ne, ki se pojavljajo zdaj zadnje čase. Prej tega tam ni bilo kaj dosti. Ne. No, bila je Kitarijada leta 68 v Piranu. To je bilo samo enkrat ali? Enkrat. Zgodilo se in to so 3 zasebniki naredili to Kitarijado. To je spet posebna zgodovina. Ne. In to tudi je zelo zgodaj, kot zanimivo so. Prva Kitarijada v Sloveniji je bila, se pravi, v Ljubljani, v Tivoliju, leta 67, 3 mesece kasneje, se pravi septembra 67 je bila v Kopru na Titovem trgu Kitarijada in leto dni kasneje v Piranu. Skratka, bi zelo inte. Kaj pa 3 papige, recimo, to še obstaja, ampak samo nimajo več koncertov ali kako? Posebna štorija. 3 papige je tako, ne, zgodovina 3 papig, to je bil bar, ne, izjemno dragocen. Edi Mihevc ga je zasnoval, ne vem, kdo od pozna tega arhitekta. To je bil bar leta 62, so ga odprli v Piranu, so predelali spodnje dele in potem je to delovalo tja do leta 81, ko en prijatelj Slavko Franca iz Portoroža Pomoščak odpre prvi disko. In pusti ime 3 papige. To je en redek primer, bom še povedal na nadaljevanju. On odpre prvi disko, ki je trajal 10 mesecev, ne. On je bil na ladji, ne, malo naiven in je mislil, da če to pusti tukaj, reče prijatelj, da pridi pogledati, če vse deluje, da je to dovolj, ne, ni bilo, ne. Ko se je vrnil, je bilo to vse skupaj
bolj tako in še sosedje so se ful pritoževali. Skratka, kažina, koliko hočete in to zaprl. Ne. Potem pa ta disko, se pravi zdaj že disko, ne, nadaljuje svojo življenjsko pot še kar naprej kot disko in zamenja 4 lastnike. V tej novi knjigi je vse to natančno opisano, kdo, kaj in kako in on. Kar 4 diskoteke in nihče ni spremenil imena. Ne, nihče ni spremenil od Slavkota. Ne. Ker originalno ime je Pri 3 papigah, to niso 3 papige, originalno ime je Barat Pri 3 papigah. No, on potem to skrajša disko 3 papige in to ostane zavedno potem 3 papige. Ne. To so taki drobnarije, zanimive. Ne. Tako da danes je pa tam en lokal, restauracija, malo drugačna. Ki pa nima kulturnega Ki pa dogajanja. nima za zdaj nobenega odmevnejšega dogajanja. Vsaj jaz nisem tega zasledil. Tako da mislim, da 3 papige so ostale zgolj zgodovinski objekt. da tako velikega, izjemnega pomena, kot so ga imeli nekoč, ker treba vedeti, da so bile med prvimi, ki so delali do 4 zjutraj. In ko so se že zaprli diskoteke na obali, so vsi prišli v Piran potem. Takrat je bil Piran še normalno odprto mesto, ne? Šele potem začenja odganjati ljudi z neskončnim številom ramp in totalno zgrešeno politiko prometa. Takrat so še vsi lahko prišli in so bile 3 papige polne in 3 papige so imeli še en kamin, ki se je uporabljal. Ne, kamin, tam so prišli potem ribiči, ko so kalali mreže in se je skašno ribo in se 3-4 zjutraj so se pekle ribe. To so nepozabne zgodbe. Tako da je pustil globok vtis, 3 papige so pustili globok vtis med ljudmi in v te vse rok, to je bilo rok okolje, tako kot Džanja, ker diskoteke so imeli različna okolja, ene so bile fancy šmensi, ene so bile take. Tako da Piran je bil izključno rokersko mesto, moram reči. Tudi danes je ostal in tudi 3 papige so ves čas gojile ta rock slogan. Za naslov knjige pa vseeno Piranski Beatlesi. Ja. Kdo bi si zares zaslužil ta naziv? Ja, vsi te, ki so notri, vsi oni so se zgledovali, če sem čisto iskren, torej jaz zdaj lahko rečem, da poznam vse te začetnike pri nas, ne samo na obali, tudi širše. Ne. Vsi oni so imeli neke svoje idole, no to je bil tudi tako lep čas, ko smo mladi imeli idole, ne. Ko si imel neko željo, ne, in jo nisi mogel tako uresničiti, ne. Ko si dobil, velikokrat rečemo, ko si dobil tam eno vinilko, ne, to je bil praznik nad prazniki, ne, mislim, druga svetovna vojna je bila malenkost proti temu, da si dobil zadnjo vinilko, ali kaj, da je srečo, ne. Danes več veselja do ničesar ni, ne, ti danes, kaj želiš, pač pritisneš buton in dobiš, ne. Takrat je bil dan poln, ne, veselja, ne vem, nekdo ti je častil pivo, neki drugače se zbiral za eno pivo, ne koliko času, pomorščaki običajno, te pomorščaki so bili full in, ženske imajo o njih seveda še dodatno štorijo, ne, ker to so bili moški, ki so doživeli marsikaj, ki so vedeli marsikaj, Pirančanke so bile tako lepe ženske, tako kot danes, ne. In gimnazija je bila tam, medicinska šola, to mislim, fantastično obdobje. Tako da ja, kje sva končala? Kdo bi si zaslužil naziv Piranski Beatlesi? Dejansko so se vsi spogledovali po Beatlesih, prvi so bili in tudi takoj so dobili njihove plošče, ne. Torej, vsi tej bendi so dobili, bila je tukaj Italija, bili so pomorščaki, tudi iz Londona so naročali nekateri naprednejši te plošče. In dejansko je bil vir glasbe, ki si jo lahko poslušal hitro prisotna, ne. Že sredine 60 let je Piran imel 2 trgovine s ploščami in pa gramofoni. 2 trgovine. To so podatki, ki veliko povejo, ko se ti podatki dajo v kup za vsako mesto, vsako državo in regijo, potem dobite dejansko pravo situacijo o tem. Ne? Ja, tako da vsi oni si zaslužijo mesto v knjigi. Jaz sem na začetku povedal, da nisem deloval vseh bendov, pač pa samo tisti, ki so pustili nek vtis, ki so pustili nek spomin, ne? Ki so imeli vsaj 10, je bil minimum javnih nastopov, ne? Ker še 3-krat toliko je bilo bendov, ki so igrali, imam vse skupaj ni bilo nič, ne?
groza. Vsaj par primerov sem napisal tudi notri. Tako da sem izključno izpostavil te, ki pa jih poznamo v našem okolju, ne, ki so igrali precej okoli in ki so res vredni spomina. No. Sej, kako pa je bilo, naprimer, s povezavami z drugimi mesti? A to pomeni, da so vsi ti bendi, se pravi, govoriva o, nekaj sem si jih izpisala, recimo Dolštukane strune, Tom and Jerry, Lekaten, Črni angeli, Kondori, Perpetuum mobile, Jupi, Tabuki, niso bili te Tabuki, jih poznamo danes, Prizma, Aliansa, Problemi. Ali so to vse bendi, ki so igrali torej v Piranu? Ali so v Piran prihajali tudi bendi, naprimer, iz drugod? Koliko je bilo teh povezav? Odlično vprašanje. Torej, Piran je imel ogromno teh bendov. Ogromno, sama se jih naštela kar lepo število. Ne? Imel je dom družbenih, kamor smo vsi hodili, vsi. In ni benda na obali, ki ni prihajal v Piran igrati. To govorimo o najbolj zgodnjem obdobju Kameleonov, ne? Čmrljev, ne? To so bili koprski benda, Čmrlji, že pred Kameleoni in podobno. Vsi oni so hodili, na koncu Psi za faraone smo prvi slišali na kitarijadi v Piranu 68. Vsi faraoni skratka niti dobro niso znali igrati, moram priznati. Ampak dobro, naj jim bo, ajde, so zmagali, ker to je bila neka kuhinja tam v komisiji, ampak skratka se je njim odprlo. Ne? Torej v Piranu so vsi hodili in bom pa še bolj domoljuben v Portorožu, kjer je v že omenjenem baru Jadran igral zelo znan ta bend od Anike Horvatovi so igrali tam, ne? Feri pa. Kameleoni in vsi ostali glasbeniki so se šli tja učiti, v bistvu so gledali, kako igrajo te fanti. Oni niso domačini bili, oni so prišli iz štajerskega konca, ne? Horvatovi. Vsi, ki so tako potem slavni postali in tam igrali dolgo časa. In fanti iz Kameleon, fantje iz vseh koncev so prihajali tja se učiti, kako se igra kitara, kako se to dela. In potem tudi igrali v nadaljevanju. In v Portorožu, se vemo, da Portorož je postal potem dolgo časa glasbena meka, to je po 6-7 teras, so bili živi bendi. Tako da Portorož je zaposloval od blizu in od daleč bendov, koliko hočeš. Ne? Kdaj se pravzaprav v Portorožu nehala ta zlata doba teras, živih nastopov? Ker danes, ko pogledamo Portorož, je slika predvsej drugačna. Ja, Portorož je za zdaj nekako izgubil kompasa, ne? Moraš se nekam usmeriti. Ta kompas bo izgubljen, po moje, še nekaj časa, ne? Glede na poznavanje razmer, kako to deluje in tako dalje. Drugače, to so 90-ta. V 90-ih se pravzaprav že v drugi polovici 80-ih se ta naboja, ki ga je imel, eksplozije turizma, mladosti, roka, pojenja. Ker pravzaprav ta rok ima svojo ključno vlogo in odpira vrata in spreminja svet nekje do 80-ega. Tam naprej potem več ni bil problem. Po 80 si ti lahko ustanovil bend, lahko nosil dolge lase, si pobarval zeleno, rdečo, kar češ, noben ti nič ne bo naredil. Ne? No, do te skratke ni bilo tako. Jaz sem živi predstavnik tega, ki sem imel že zgodaj zelo dolge lase in koliko težav sem imel. Kako? Katerega leta? Ja, jaz sem letnik 55, se pravi, jaz, ko sem prišel v srednjo šolo, je bil že problem, sem imel že predolge v drugem razredu. Mislim, da sem zamudil za cel mesec, ker nisem uspel dobiti dobrega štopa nazaj iz Azije. Kratka, cel kup je bilo takih težav, ampak tiskrat je bilo s tem in z oblačenjem, so me pošiljali domov, pa vse živo. Veliko težav, se pravi, koliko sem bil tiskrat let. Bi moral zdaj izračunati. 16 let, recimo, drugi letnik. 16-17 let, ja. To so bili še problemi, tudi v Ljubljani so bili še težave. Jaz sem prišel na rock koncert v Ljubljano in vem, da je bilo zvečer nekajkrat kar gusto. Strani policije? Tudi, ja, tudi. Čim si tako čudno zgledal po njihovo, čeprav boljših
kot smo bili mi, ne vem, če še delajo. Prva liga smo vsi fajn dečki in punce. Pač, ne. Ampak takrat je bil problem kar velik, ne. Tudi drugi so jih imeli vsi, ne, taki, ne. Ampak to vse je tako prekleto normalno. Enako je bilo v Italiji, v Ameriki, v Angliji. Vse, mislim, tukaj ni nobene razlike. Pač imamo starejše, kjer so eni prva liga napredni in drugi konzervativni, nekje imajo celo prav stranke tako razdeljeno. Tako da to je tako tipično, ne, običajno. Danes zdaj so odprta vrata vsem, ne. Danes mi potrebujemo novi Roka, ne. Roka je veliko premalo tega angažiranega, ne. Tistega, ki je takrat ustavljal vojno v Vietnamu, ki je ustavljal make love not war, nikoli boljšega kratkega stavka ni bilo napisanega, ne, nikoli močnejšega sporočila, kot je bilo to. Kaj smo imeli kakšne hipije tudi tukaj? Ja, seveda. Prav kakšne hipi bende, mislim, tako recimo. Po Sloveniji, po Jugoslaviji, mislim? Po Piranu. Hipi bendov, ne vem, če bi pravilno to znal prevesti, hipi življenja in uporaba teh vrednot in ideologije, pa ja, tega je bilo kar veliko, ne. Seveda, v bistvu vse polno, ne. V eni skupini mladih, ne, takrat 16, 15 do 20 let starih, ne, še posebno takih, ki so šli po svetu, videli to in ono, bili po karakterju firčni, zvedavi, drugačni in tako dalje. Ja, vse polno je bilo tega, tudi cela obala je bila takšna naša, ne. Prav obala, morajo prav izpostaviti, je bila svet zase in jaz zdaj delam na 2 publikacijah, torej konec leta izidejo ta knjiga o vseh diskotekah in upam, da leto kasneje, da bo končal počasi knjigo o zgodovini pop-rock glasbe celotne slovenske obale, ne samo piranskega dela, ne. Tam se še bolj vidi, ne, kako je ta prostor bil progresiven, izjemen, moram priznati, ne. Ampak to je neponovljivo, to ni nekaj, kar bi bilo vodeno, to je bilo spontano, to je bila reakcija. Tu so mladi odigrali izjemno pomembno vlogo, tudi širše gledano, ne vem, tisti, ki malo spremljajo to zgodovino, gibanja leta 68 so pojavljali, so bila tudi pri nas, ne, Ljubljana, Zagreb, Beograd, to so bili izjemno napredna mesta, mislim, v bistvu, bolj ko to spremljam, iščem, se sprašujemo, ne, kaj je zares bila ta Jugoslavija, ne. Cel kup je parametrov, ne, ki se jih ne bi sramovali tudi mnoge druge države, ne. Ampak zdaj smo pač pri glasbi, ne. Tako da ja, cel ta prostor je bil izjemno drugačen in izjemno napreden in podlaga temu je ogromno mladosti, ki se je tukaj po izpraznitvi prostora našla, ne. Prišli so starši z mladimi, z mularijo, ko sem bil jaz, ne, ki smo potem zrasli, ne. In kar nekrat je bilo vse polno takih progresivcev, 15, 16, 17, 18 letnih, ne. In tam, kjer so mladi, tam, kjer je toliko konfliktov, kot je bilo tukaj v tej coni, ne. Staroselci so šli, prišli so ljudje iz ruralnih okolja, ki so se križali na tem, kar se tukaj dogajalo, ne. Tam, kjer je veliko konfliktov in veliko mladih, tam nastajajo nove, pomembne, drugačne vsebine. Tam, kjer je vse urejeno, zato da pride do neke, ker sem tehnika, ne, zato da pride do neke reakcije, ne, mora priti najprej do konflikta, ne. Če ni konflikta, ni nobene reakcije, ne. Nobene. Zato, za razliko od mnogih drugih, je meni dogajanje po svetu zelo, skoraj da bi lahko rekel, logično, ne. Jaz nisem pristaš tega, da se pač kritizira, pljuva po vsem, kakšne mone so te, pa Rusi, pa te, pa Američani, pa ne vem, kaj vse je, skratka, vsi so štroncati, ma ni tako, ne. Zadeva je precej logična in ko razumeš, da za vsako reakcijo mora biti nek pogoj, ne, hkrati tudi onesnaževanje okolja postane veliko bolj jasno, ne, in dogajanje okolje postane veliko bolj jasno in razumljivo in je lažje potem živeti z tem, kot pa pljuvati prav po vsaki stvari, ki ti ni pogodu. Kaj pa s temi manjšimi, bolj lokalnimi konflikti,
poleg vse prisotnega konflikta Izola-Piran, so bili tudi kakšni konflikti med tako imenovanim bolj šmekerskim delom in med bolj alternativci? Ja. Zelo dobrodošli, odlično. Torej, konflikti morajo biti neprenehoma, ne? Neprenehoma se mora dogajati. Če ni konfliktov, ni razvoja. To je smešno slišati, malo lahko rečem kot človek, ki me zanimajo tako imenovane sistemske teorije, fizika in tako dalje. Ne? Da je to predpogoj, torej ni razvoja, če ni problema, če ni konflikta, če ni, ne vem, kako bi to razložil. Ni, to je predpogoj, tudi po vseh sistemskih teorijah je to tako. In tudi omenjena Izola-Piran, šmekeri, nešmekeri, vse to so bili konflikti. Torej, Izolani so komaj čakali, da pride kakšen iz Pirana, kakšen disko tam, da ga premlatijo, ker Izolani so bili sploh taki, nisem marali nič. Obratno ni bilo tako. Ni bilo tako, in še tako so bili, da če jih je bilo premalo, so se združili s Koprčani. To je ena taka zanimiva reč. Potem so tukaj seveda rokeri pa tiskrat šminkeri pa tako dalje. Vse to so mladostniško iskanje svoje pozicije v družbi, kar je vse v najboljšem redu in ker smo bili pa strašno tolerantni, smo to poskušali dokazati, kako so ti naprednejši od unega, in to dokazovanje je zahtevalo razmišljanje, argumentiranje, iskanje podatkov. In to je tisto, kar je najdragocenejše pri konfliktu, ki ti, če hočeš nekomu povedati, da ni to, kar on misli, ampak da je to, kar ti jaz mislim, moraš pač to razložiti, povedati in dokazati. Tako da tukaj jaz vidim največjo dragocenost raznolikosti in nastanka konflikta, ki ga treba zdaj seveda z argumenti tudi prisešta, in tiskrat si prišel na novo stopnjo. Danes je to malo teže, ker vsi takoj pogooglamo, kaj. Ja, žal, tam gor je toliko traparij, neumnosti in netočnosti, da moram priznati, da kakšenkrat se zgrozim, kot poznavalec določenih področij, se zgrozim, kakšne kozlarije se gor objavljajo in nekateri niti imena ne napiše. Že to se mi zdi tako kmetavzorsko, ti nekaj pišeš, niti nekdo kaj piše. Mislim, prav, da ne rečem kaj. To so tako podna. Tako da zato pravim, je meni najmočnejši Facebook, Meta, Feta, kar so že to, pri starcu v Piranu, recimo, Ošterija, ker tam ga vidim, točno vem, kateri je, kaj mi naklada, pantomimo njegovo, mimiko, vse. Ne moreš mi prodati, da je 2 in 2 5, Jaz vem, da je 2 in 2 4, Tehniki smo tukaj zelo zajebani, moram priznati, ker nas ne možno tegovati, Ti lahko nekega družboslovca mogoče, Jaz gledam vse skozi konkretne zadeve, Veš, kako lepo žensko sem videl, kaj zdaj pomeni to lepa ženska, Me je 3 očesa, pri nas, mi smo malo nezaželjeni, ker meni može zdaj to z številkami, z orizom, z opisom, z geometrijo, z integralom razložiti, kaj in kam sodijo. Torej, če mi hočeš prepričati, da je 2 in 2 5, potem boš moral povedati, kateri aksiomi so se kdaj začeli spreminjati in tako dalje, da ne zahajamo to. Tako da nisem velik fan teh družb, sploh nisem nikjer. So me razočarali. Zato je pa bolje, da imamo vsaj preverjene informacije v knjigi. Sime, lepa hvala, da si nam danes malce razložil to rokovsko zgodovino Pirana. Zgleda, da se bova morala čez pol leta spet družiti ob novi knjigi. Z veseljem, jaz rad povem. Tako da lepa hvala za današnji obisk. Hvala tudi vam, upam, da bo kakšna informacija sedla na pravo mesto. Tako, dragi gledalci, če vas zanima še kaj več, le vzamete v roke knjigo Piranski Beatlesi Slobodana Simiča Simeta. Ne pozabite pa tudi na njegov poziv, da če imate morebiti doma še kakšno fotografijo ali informacijo o diskotekah v tej regiji, pa ga le kontaktirajte in mu pomagajte pri nastanku nove knjige. Lep pozdrav do prihodnjič, ko se vidimo spet na Megafon TV.